Iz papirja želite izdelati most. Na voljo imate več tankih in en debel kos papirja. Kako mora biti videti presek mostu, da bo zdržal največjo možno obremenitev? Je to tako kot na sliki A, na sliki B, na sliki C ali na sliki D? Aha, obe ekipi sta se torej odločili za odgovor D. Na mizi imam pripravljene 4 mostove in uteži. Naš cilj je, da ugotovimo, kako narediti most iz papirja, da bo najbolj trden. Začnimo kar z mostom A. Če dam na prvi most najmanjšo utež, 5 gramov, se v hipu podre. Ta gotovo ni najbolj trden. Kaj pa, če je most sestavljen iz 3 papirjev? To imamo v primeru B. Začela bom prav tako s 5 grami. Tudi v tem primeru most v hipu pade. Odgovor B izločimo. V primeru C imam tanko lepenko, ki je po strukturi precej bolj trdna. Začnimo kar s 5 grami, podobno kot do sedaj. Ja, zaenkrat zelo dobro zdrži. Nadaljujemo na primer z 20. Tudi tukaj ne kaže velikih problemov, malce se opogne. Zdaj pa grem z največjo utežjo 50 gramov. Ja, v tem primeru pa most pade. Bo most D zdržal večjo obremenitev? Poglejmo, to je bil tudi vaš odgovor. Začnimo s 5. Tako kot do sedaj, pa dodam še 20. Brez problema. Kaj pa, če dodam gor 50? To je največja utež. Nič posebnega, samo malce se premakne. Bom dala gor kar vse uteži, ki jih imam. In most se ne podre. Kako je to mogoče? Papir je sestavljen iz vlaken, ki so postavljene takole, vodoravno. Lahko ga brez problema prepogibam po navpični osi, okoli vodoravne pa ga ne morem. Zato je most najbolj trden takrat, ko ima največ navpičnih stranic. S cikcak prepogibanjem poskrbimo, da je obremenitev v taki smeri, da se vlakna ne ukrivijo. Pri gradnji pravih mostov zato uporabljajo strukture v obliki velike tiskane črke H. Pravilen je torej vaš odgovor, tako da čestitam, 5 točk za obe ekipi.